Prvič, in to vsaj 40 let preden je uporabil John Locke, kar je osupljivo dejstvo. Šele tam v 30 letih 17. stoletja prvič nekdo razmišlja, da ima človek zavest in kaj bi to lahko bilo. Kaj pomeni, da se človek zaveda samega sebe in potem se odprlo celo vrsto vprašanj, kaj to sploh pomeni samega sebe, kaj to sploh je. Do tistega časa nihče o tem ni razmišljal, si lahko predstavljal, aha, zdaj vi povejte, koliko mora biti svetlobe. Okay. Sploh nihče o tem ni razmišljal, ni bilo ideje, ni bilo koncepta. To je staro, 400 let, manj. Okay. No, torej, ne. To so dela, ki se je rodila revolucija. Revolucija v načinu razmišljanja človeškega bitja o samem sebi. Tisočletja, 100 tisočletja. Nihče ni o tem razmišljal. Nihče ni imel ideje o tem. Veste, kakšna revolucija je bila to, ko so se ljudje začeli spraševati, mislim, torej sem. A ja, jaz mislim. A jaz. A se mi, nam je danes to nekaj samoumevnega. Kaj pa, Sokrat sem nekaj podobnega? Ne, kje pa? On govori o duši, z njej obstaja duša. In duši pripisujemo določene lastnosti, določene zmožnosti. Duša to, ne jaz, kje pa? Ne? Duša. Ne smrtna duša, duša je sveta idej, duša je prišla vame, začasno živeti. Ne, ideje jaza, ega, ni do 17. stoletja, strogo vzeto. Zdaj, vse so neki zametki že prej, pa vsaj recimo do 13. stoletja, ljudje nimajo sploh te ideje. Nimajo. Obstaja telo, moje telo, ja, itak, ne, ok, duša, prav, ni pa jaz. Jaz znam, jaz hočem, jaz mislim, jaz potrebujem, jaz imam pravice, jaz, kje pa, tega ni. Ni, ne obstaja, sploh ni koncepta, mi sploh ne bi smeli, ne smemo tega narediti. Da bi pripisali naše ideje, temu rečemo retrospektivistična iluzija, kot da so oni tako razmišljali. Niso, razmišljali so bistveno drugače kot mi. In pri tem tudi pride do izraza, do polnega izraza spoznanja, o katerem včasih govorimo, da dokler niso imeli ljudje idej, določenih idej, lahko spregovorimo, katere so bile te ideje, niso mogli misliti tako, kot mi mislimo mi. Kratko malo niso mogli, in konec. In to je za marsikoga trd oreh, kako to dojeti, ja, kako da niso razmišljali tako, kot mi. Niso, ker niso imeli orodij, niso imeli idej, niso imeli konceptov, ni bilo ideje ega, obstaja ego. Za Descartesa ego stvar, misleča stvar. To je stvar. On ne ve, kaj je to. On samo logično sklepa, da mora biti. Če razmišlja, mora biti nekaj, kar razmišlja. Za njega je to logična ugotovitev. On se ne ukvarja s tem, kaj pa je to, ali pa kje je to. Ali pa, ali to sploh obstaja, ali sem si jaz to samo izmislil, je to zgolj domneva. Dobro, toliko tem domači nalogi, ki ste naredili, ali pa tudi ne. Lahko se nekaj sam, prosim. Ne vem, če to sicer možno. Bi lahko za tiste, ki smo zadnjič manjkali kratek povzetek naredili tizga, kaj ste zadnjič. Če je možno kratek. Ja, če je možno. Drugim možno. Če je možno. Ja. Ok, dajmo malo povzetek. Ma ne moram sedeti. A moram? Mi ni treba. Ker bi zelo. Ne moram, jaz sem patetik, jaz moram hoditi. Ok, torej ne bom pa naprej pa nazaj. Tudi vse malo. Dobro. Ja, o čem smo govorili? Lotili smo se ene tem, to bi morali nadaljevati danes, malo skačemo, nič hude, se bomo kdaj vrnili. Torej, lotili smo se ene teme, ki je okvirno tale. To je izjemno zahtevna tema. In ne moramo vzeti kot tako. To tudi je. Ok, kaj je ta zahtevna tema? Če domnevamo, in
z lahkoto domnevamo in upravičeno domnevamo, da ljudje mislimo, da razmišljamo, da spontano verjamemo, da je zunaj naših glav pač empirični svet, da je ta empirični svet približno tak, kot se nam zdi, da je. Lahko rečemo, vse to je logično nujno. Moramo zelo počasi slediti, ker stvari si med seboj sledijo. Je logično nujno, da lahko razmišljamo o tem, kar se nam spontano, se pravi, naši zavesti ponuja kot razmišljanje. Naša zavest spontano verjame, da razmišlja o svetu, ki je tam zunaj. Ok. Če smo to dojeli, se lahko lotimo te naloge. Kaj pomeni razmišljati o razmišljanju? Ker smo sposobni tega. In ko začnemo razmišljati o razmišljanju, se nam mora zgoditi nekaj, česar nismo pričakovali. Zastavi se nam cela vrsta vprašanj. Ne zato, ker smo ubogi v duhu, ali pa zato, ker nimamo dovolj znanja, ali pa zato, ker imamo take gene, ali pa zato, ker smo narejeni pod nesrečno zvezdo. Ne, vse to je logično nujno. Ok, logično nujno se nam zastavlja cela vrsta vprašanj. Vprašanja tipa, kako sem lahko v karkoli prepričan? Kako se lahko prepričam? To je težka naloga za našo zavest. Zato, ker je zavest že sama po sebi prepričana, da je vse tako, kot se ji pač zdi, da je. In zato je težko narediti prehod od spontanega razmišljanja, za katerega je zmožna vsaka zavest, k filozofiji. Filozofija je drugo ime za zmožnost zavesti, da razmišlja o samem razmišljanju. Namesto, da se zadovolji, da je pač tako, kot se njej zdi je, se začne spraševati, ali res tako je, kot se njej zdi. Ali je res svet tak, kot se njej zdi. Ali so medsebojni odnosi med ljudmi res taki, kot se. A so drugi ljudje res taki, kot se meni zdi? Ali sem jaz res to, kar se meni zdi, da sem? Se pravi, po nujnosti pridemo do vprašanja, ki si ga je zastavil René Descartes. In s tem vprašanjem, tako rekoč, se rojeva noviška filozofija. Kako sem sploh lahko v karkoli prepričan? Vse lahko, da sem. Lahko, da sem prepričan v karkoli. Samo odgovoriti moram, kako je to možno. Kaj vse so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da sem lahko v karkoli prepričan. In zavest zmore odgovoriti na ta vprašanja. In govorili smo še o tem, da je film kot umetnost, procedura, ki počne natanko to. Film nam ponuja nov, drugačen razmislek od tega, v katerega spontano verjamemo. Spontano, od malega, od otroških nog naprej, če lahko rečem, verjamemo celo vrsto stvari. Film ima nalogo, da kot umetnost ustvari pogoje za drugačno razmišljanje od tistega, ki je sicer recimo pogosto ali pa celo prevladujoče, ali pa od tistega, ki ga ljudje spontano jemljajo kot nevprašljivega. Zato film kot umetnost najprej ni nič drugega kot vprašanje.
ali je res, karkoli že, nujno tako, kot se nam zdi, da je. Film je vprašanje, ki ga filmski ustvarjalci postavijo nam, seveda postavijo ga tudi sami sebi. Ampak ko mi gledamo film, se soočamo z vprašanjem. In to je že nekaj, kar je drugače od tega, kar sicer pričakujemo od filma. Mi filma pričakujemo, praviloma pričakujemo, da nas bo zabaval. Zato je tudi pogosto v angleškem prostoru film izenačen za entertainment. Tudi, ko se film začne v najavi špici, je pogosto beseda entertainment. To je zabava. Film je zabava. Ne, film je vprašanje, naslovljeno nam. Vprašanje, ali je zadeva X res taka, kot si ti misliš, da je. Kot že vse življenje mogoče misliš, da je. In odgovor, subtilni odgovor na to vprašanje ponuja že sam film. Implicitni odgovor je, ne, ni. Ni tako. Zagotovo ni tako. Zdaj, če film to zna dobro narediti, potem nas seveda mora sezuti. Potem moramo sami ugotoviti, da je res tako. Če pa film ne zna tega dobro narediti, seveda potem niti gledalci ne prepoznamo vprašanja. Ampak smo po koncu filma zadovoljni, rečemo, da nas je zabaval, ali pa da smo z njim zadovoljni, ali pa kaj takega. No, torej, govorili smo o tem, da če naj bi bil kdo s kom zadovoljen, potem naj bi bili filmski ustvarjalci zadovoljni z nami, gledalci. Ne obratno. Ker so nam zastavili po možnosti dobro vprašanje, na katerega mi znamo odgovoriti ali pa ne. Ali pa znamo dobro odgovoriti, ali pa ne znamo. Okay? No, zdaj moramo pa nadaljevati. Danes bomo govorili, in čisto naključje je, da vam je Robert rekel, da, ali pa napisal, ali pa postavil v napovednik, en najbolj neverjetnih filmov, kar jih je bilo kdaj narejenih. Film z naslovom The Act of Killing. Film, ki, če ga je kdo od vas gledal, a ga je kdo gledal? To je dokumentarc? Se je, na nek način je. Oppenheimer. Joshua Oppenheimer ga je posnel. A ga je kdo gledal? Razen tebe pa. Ta film je ekstremno, ampak res ekstremno težko gledati. Dolg je 115 minut in težko je držati do konca. Tako da, kdor ga bo hotel gledati, ne ima to pred seboj. Da je izjemno težko zdržati do konca in to je en tistih filmov, ki ga nočete videti še enkrat. Kaj je to mogoče isto kot tale film Dogs, Bites, Dogs, ali pa belgijsko skupino se je čisto blizu vas? V nekem smislu ja, saj bomo takoj povedali, ja, v nekem smislu ja, v katerem. To je film, ki poskuša še enkrat, torej vnovič, ustvariti določene pogoje, nekatere pogoje, ker vseh ne more, kratko malo ne more, nekatere pogoje, ki so morali biti izpolnjeni, da je prišlo leta 1965 v Indoneziji, ko prevzamejo oblast najhujši možni nasprotniki komunistov, rekmo jim tako. Leta 1965 v Indoneziji ta oblast sistematično ubije vsakogar, ki je bil vsaj oddaleč, po njihovem mnenju seveda, vsaj približno komunisti. Torej, ni bilo pomembno, a je ali ni, zadoščalo je, da je nekdo mislil, da je. Ali pa mogoče si je lahko celo izmislil, da je, pobijali so jih, ne vem, jaz ne poznam metafore, ki bi dovolj prepričljivo izrazila, kako in koliko. To je bil masakr
mogoče masakr brez primere. In ta film, protagonisti tega filma, tega dokumentarnega filma, so takratni morilci, ki še živijo. In ti takratni morilci na tistih krajih, kjer so pobijali takrat, zdaj pripovedujejo, kako so to počeli. Se pravi, kamera snemalec se odpravi z človekom na prizorišče, kjer so jih pač takrat množično pobijali, te komuniste, in oni povedo v kamero, kako so to naredili. Kako so človeka prijeli, kam so ga postavili, s katero žico, kako so mu odrezali glavo. Skratka, zelo čim bolj je to možno, ker v celoti seveda ni možno, to je bilo leta 65, poskušajo ponazoriti oziroma vzpostaviti pogoje za razumevanje tega, kar se je takrat dogajalo. In, sam še ta stav povem, to, kar je morda najbolj vznemirljivo in najbolj zanimivo je, da so ti protagonisti, ti ljudje, ki so seveda zdaj že bistveno starejši, kot so bili takrat, jasno, vsi po vrsti ne samo prepričani, da so takrat počeli nekaj hvalevrednega, nekaj, kar je bilo čudovito in dobro in prav, ampak so tudi narodni junaki. So narodni junaki. In še mogoče zadnji obrat vijaka, to so ljudje, ki so tudi v tem filmu obnašajo kot filmske zvezde. To je ena zanimiva skrajnost, se pravi, ko morilci na terenu pobijajo ljudi, kot da se vse skupaj dogaja v hollywoodskem filmu. Se pravi, ko film dobesedno postane realnost. Oblačijo se tako kot filmske zvezde, govorijo o filmskih zvezdah, oponašajo jih, gledajo seveda filme, v katerih so nastopali hollywoodski igralci. In morda je pravi najhujše pri tem to, da se nikomu od njih ne zdi to, kar so počeli, kakorkoli sporno. Vprašal bi samo to, če ima to mogoče kakšno filozofsko enakost z diaforo, ki jo je Heidegger izpeljal iz metafore. Onkraj je to? Je, ja. Seveda je. Seveda je. Zato je tudi pravim srečo na ključje, da je Robert to naredil, ker sem želel spregovoriti o psihoanalizi in filmih groze, oziroma o tem, kar naj bi bilo v fokusu, v jedru filmov groze, namreč groza sama. Zdaj, gre za vprašanje, kot sem prej rekel, ki ga zastavi film. Kaj je tisto, kar ljudje imenujejo groza? Kaj je tisto, kar jih spravlja v grozo, kar je seveda razumljivo. Če hočem narediti film groze, potem moram narediti film tako, da bodo ljudje vsaj malo čutili grozo, ker če se bodo zraven smejali, pa nisem naredil film groze, pa sem naredil komedijo. Torej, kako? To je vprašanje, še enkrat poudarjam, to je vprašanje. Kako narediti film groze, tako, da bodo ljudje to tudi čutili, oziroma še pred tem se moramo vprašati, kaj groza sploh je? Zakaj je ljudi lahko groza? Pod katerimi pogoji jih je groza? Česa se bojijo? So to strahovi iz omare, ali pošasti, ki prilezajo iz kota, so to zombije, so to vampirji, ali kaj? Ok, no to je tema, s katero se bomo ukvarjali, in začeli smo že s tem filmom, ki mora gledalcu, po mojem, mora gledalcu, kot sem rekel, ki težko zdrži do konca, zastaviti celo vrsto vprašanj. Mora. Vprašanj, ki se nanašajo recimo na naše vsakdanje moralno vedenje. Ali je prav pobijati druge ljudi, samo zato, ker se nekomu zdi, da so pač, ne vem, sovražniki
naroda, ali ljudstva, ali države, ali koga že, ali človek to lahko naredi sploh? Pod kakšnimi pogoji človek lahko, na primer, ubije drugega človeka? Če bi zdaj nekdo, recimo Robert, rekel komorkoli od nas, naj ne ubije, ampak vsaj premlati nekoga, je vprašanje, če bi se to zgodilo. Mislim, da je zelo veliko vprašanje in najbrž ne bi. Najbrž bi se vsakdo, ki je zdaj tukaj v tej sobi, bi se verjetno spontano uprl, da tega pa že ne bo naredil. Jaz bi gotovo vse. Nihče od vas mi ni nič naredil, nikogar od vas ne sovražim. Zakaj bi zdaj vas skušal pretepsti? Torej bi protestiral in bi rekel, no way, jaz tega ne bom naredil. In mislim, da se to spontani zavesti zdi normalno in prav. Tukaj ne vidim nobenega problema. Ok. Kakšni pogoji torej morajo biti izpolnjeni, da se to vendarle zgodi? Ravno danes je bilo zastavljeno vprašanje tudi v medijih, recimo, sem to slišal po radiju, ker se število umorov v Sloveniji povečuje in mislim, da je to včeraj ali predvčerajšnjem, je nekdo poskušal ustreliti direktorja inštituta, Kmetijskega inštituta, ki je zdaj v ključnem stanju. Zdravi, človek, ki je parkiral avto, izstopil z avta, odšel proti restauraciji, nekdo je prišel preprosto mimo in ga ustrelil. Se pravi, je to nekaj, kar mora izzvati našo pozornost in našo zmožnost za razmišljanje o vprašanju, kako je to mogoče. Kaj vse se mora zgoditi, da se to lahko zgodi? To sklepno dejanje. Ok, no, mi bomo poskušali razmišljati o tem vprašanju. Prvi film, o katerem bi želel govoriti, je po vseh možnih kriterijih daleč od kakšnega filma groze. In bi se lahko komu zdelo čudno, zakaj je potem govoril o tem filmu. Pa vendar bo. To je film, ki je nastal leta 1929. Posnel ga je Sergej Eisenstein. Naslov filma je po slovensko Novo in staro. V angleščini je Generalna linija. Kar je dober prevod, bomo videli kasneje. Staro in novo je pravzaprav, kar lahko predvidevamo, če vemo, da je to leta 1929, da je to naredil Eisenstein, bo verjetno propagandni film. Film o tem, če ga priča naslov, torej staro in novo. Jasno, zgodila se je revolucija, najprej bomo nekaj slišali o starem in domnevamo, da na koncu, počasi proti koncu, bomo spregovorili o tem, kar je novo. Prav v neki razliki. Mi si bomo pogledali eno sekvenco. Nič hudega, če imamo podnapise, ki so češki ali kaški, ker češko znamo se. Ampak itak ni pomembno. Pomembno je to, kar bomo videli.
Zdaj se bo začela nova sekvenca, ki nas zelo ne zanima. To, kar smo videli, je vrhunec filmske umetnosti. To je film, ki je narejen po najvišjih možnih standardih in je mojstrovina še vedno. In kot rečeno, na prvi pogled nima nobene zveze s filmom groze. Pa jo ima. Kaj smo namreč videli? Videli smo začetek kolektivizacije v Sovjetski zvezi. Kolektivizacija je pomenila revolucijo v načinu življenja zlasti kmetov oziroma ljudi, ki so obdelovali zemljo in pridelovali hrano. In skozi celo vrsto detajlov, s katerimi se zdaj ne bomo ukvarjali, spremljamo, kako so se ljudje počasi, ne vsi, večina pa, spreminjali v nekaj, česar še do takrat nihče nikoli v zgodovini človeštva ni videl. Nekaj, kar je naredilo silen vtis ne samo na ljudi, ki so živeli v Sovjetski zvezi, ampak na ves svet. To velja poudariti zlasti danes, ko se tako z lahkoto in naglo in brezbrižno udriha po tako imenovanem komunizmu. Se to ni bil komunizem. Daleč krajši koliko komunizma. To je državna oblika kolektivizacije oziroma državna oblika kapitalizma. Komunizem ni nikoli obstajal. Ki je dal osupljive rezultate. In to moramo preprosto priznati. To, kar je spremenilo carsko Rusijo za ostalo polfeudalno državo v izjemno močno industrijsko državo, je preprosto dejstvo. Ampak tudi to nas zdaj ne zanima. Nas zanima nekaj drugega. Ta kolektivizacija, ki jo vsi, pa skoraj vsi v tem času, leta 1929, slavijo, bo v naslednjih 3 letih, zlasti v leti 32-33, povzročila tako lakoto, da je celo Stalin na Jalti Churchillu, po pričevanjih zgodovinarjev, priznal, da je verjetno umrlo, zlasti v Ukrajini, v zahodni Sibiriji, v tem času, torej te strašne lakote, približno 10 milijonov ljudi. Jaz si težko predstavljam film groze, ki bi prikazal, kaj je pomenilo umirati v tistem času od lakote in to na tej ravni, se pravi 10 milijonov ljudi. Vse, da ne obstaja film groze, ki bi to lahko kakorkoli ponazoril oziroma nam predstavil. Seveda v tem času nihče o tem v glavnem niti ni mogel slutiti, da se bo to zgodilo, sploh pa ni mogel o tem govoriti. Pod Stalinom pač o čem podobnem nisi govoril, tudi potem, ko se je to dogajalo, te se je enostavno lahko kar zbil. Uvod v teorijo groze je torej nasprotje med tem, kar smo videli, kar bi še videli, videli bi neskončno ljudsko radost zaradi novega sistema, novega družbenega sistema, kolektivizacije in vsega, kar so obljubljali komunisti, da se bo zgodilo ljudem. Torej, nasprotje med tem in med tem, kar se je potem dejansko dogajalo. In spremenilo Sovjetsko zvezo, pravzaprav je sam velik gulag, sam velikanski zapor, ampak začelo se je natanko takole. In to, kar je mogoče za današnjo družbeno amnezijo pomembno, zlasti za ljudi, ki niso živeli v socializmu in danes na svoji koži doživljajo, da tudi kapitalizem ni glih tisto, kar so si morda kdaj ljudje želeli, je to, da so ljudje iskreno, prepričano doživljali in čutili, da je to, kar vidimo,
nekaj resničnega, nekaj dobrega, nekaj vrednega, nekaj, za kar je smiselno živeti, se odrekati in tako dalje. Tukaj vidimo lepo metaforo, nekako on popravlja avto na način, ki je na prvi pogled seveda skregan z vsako pametijo, z vsako logiko, še elemente erotike, recimo. Ampak nam pove, kako je mogoče, in to so ljudje počeli, s svojimi rokami spreminjati svet, upajoč, da ga spreminjajo na bolje. Groza, ki je potem sledila, je bila za ljudi v glavnem nepredstavljiva. In zastavilo se jim je vprašanje, s kateri smo danes začeli. Kako je to sploh možno? Zakaj se v človeških življenjih tako pogosto, tisto, kar je bilo najprej videti najlepše, zakaj se najboljši ideali, v katere iskreno verjamemo, lahko sfižijo in spremenijo v nočno moro? Kako je to možno? Seveda je možno, nažalost, in to lahko mislimo. Na drugem koncu je še eno vprašanje, s katerim se ukvarja Michael Haneke v filmu Funny Games iz leta 1997. Zato se bomo pogledali še eno sekvenco. Jawohl. Sag du ja nicht. Du sollst nicht mal Niki sagen. Tudi več hudega, če je v nemščini, ker tudi nemško znamo. Ampak ni pomembno, zdaj bomo gledali. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das siehst du gleich. Was anderes fällt mir nicht ein. Nein. Lieber Gott, mach Mimo grede, a je kdo gledal ta film? Ni to v angleški verziji. Ne, tu se izvačilo celo. Haneke naredil, tega je treba gledati. Tu mi je tudi dober, ampak ta je boljši. Unterleier. Okay, no. Du willst doch was von lieben Gott. Also bete gefälligst ordentlich. Ja komm, ordentlich hinknien. Na los, wird's bald. Za vse tiste, ki tega filma niste gledali, samo dva stavka. Dva mladeniča se preprosto pripeljata, oziroma pridata v hišo, v kateri živi družina. In brez razloga, nihče od njiju nikoli ne navede nobenega razloga, začneta družino mučiti, ostalo bomo povedali. Ja, so ist's. Ordentlich hinknien. Die Hände falten. Ja, nicht beim Baum. Wo ist der Fernseher, den du betest? Oben. Nach oben wird gebetet. Jawohl. So. Und jetzt mit impulsivem Ton, wenn ich bitten darf. Ibis, hilfst du mal ein bisschen rein? Nein! Bravo! Das haben wir gut gemacht. Das war der Probelauf. Und jetzt geht es um olympisches Gold. Wenn dieses kleine, leider viel zu kurzige Mädchen von hinten nach vorne fehlerlos aufsagst, da darfst du dir nicht nur aussuchen, wer von euch beiden zuerst den Löffel abgibt, sondern auch, und das wird dich wahrscheinlich noch mehr interessieren, wodurch das geschieht. Ob durch das schmerzlos schnelle Schießen. Wo ist die Fernbedienung? Wo ist die scheiß Fernbedienung? To je izjemno pomembno. Vidimo torej dva mladeniča, ki sta urejena, rokavice imata na rokah, bele, počesana, lepo obrita, vse vljudna, elegantna, kar hočete, utelešeno zdravje.
in se spravite na to družino. Brez vidnega razloga. Nihče nikoli ne omeni, zakaj bi to sploh hotela narediti. Jih mučiti in pobiti. Samo tole, kar smo zdaj videli, je nenavadno. Eden ima namreč zmožnost, da lahko zavrti čas nazaj. To smo ravno kar videli. Se pravi, film, ki ga gledamo, ali pa realnost kot film, zavrti nazaj vsakič, ko se zgodi kaj takega, kar je za njega nesprejemljivo. Zdaj smo videli, kako ona ubije pač njegovega kolega in seveda, to za njega nesprejemljivo, zavrti film nazaj in zdaj bomo videli isto sekvenco še enkrat. Pravzaprav na bolj ista. Das war der Oberlauf. Und jetzt geht es um olympisches Gold. Wenn dieses kleine, leider viel zu kurzige Mädchen von hinten nach vorne fehlerlos aufsagst, dann darfst du dir nicht nur aussuchen, wer von euch beiden zuerst den Löffel abgibt, sondern auch, und das wird dich wahrscheinlich noch mehr interessieren, wodurch das geschieht. Ob durch das schmerzlos schnelle Schießen. Das hättest du nicht tun sollen, Anna. Die Spielregeln bricht man nicht. Tokrat je realnost drugačna. Zgodi se to, kar bi mi v življenju pogosto radi. Če bi lahko zavrtel film nazaj, da bi bilo drugače. In to je ključni proces, o katerem moramo govoriti, če skušamo ali pa ko skušamo razumeti ne samo film groze, ampak tudi, kaj je tisto najbolj grozljivo v človeških življenjih. Kaj je tisto, kar nas zares spravlja ob živce, ob pamet v grozo? Seveda, osnovni odgovor na to je že jasen. Gotovo, da to niso vampirji, zombiji, pošasti iz omare in tako naprej. Za večino ljudi so to zgolj izmišljena, pravlična ali fantastična ali filmska bitja in večina ljudi se tega v resnici ne boji. Večina ljudi nima nobenih težav iti zvečer, ne vem, na pokopališče ob polnoči. Ne verjamemo v zombije, ne verjamemo v vampirje, ne verjamemo, da nam lahko kdo kaj takega groznega, hudega naredi, da bi se tega morali bati. In seveda, drugi odgovor, ki je freudovski, je ta. Če nam kdo lahko kaj hudega stori, smo to mi sami. Najprej smo mi sami tisti, ki se naredimo kaj groznega. Ali drugemu, ali pa sami sebi. Se pravi, posameznik sam sebi, ali pa drugemu posamezniku. In to potem podtaknemo pošastim in čudnim bitjem in demonom in vampirjem in ne vem kaj takega. To je temeljni premik v razumevanju groze. Zakaj ljudje lahko naredimo kaj takega drugemu, ali pa celo lahko posameznik naredi kaj takega sam sebi? Kako je to možno? Človek bi rekel, ali pa zdrava pamet nam pravi, ne, da ima človek samega sebe rad najprej, ali pa da je vsak človek zainteresiran, ne, da bo poskrbel za svoje dobro, za svoje dobrobit, recimo, za svoje blagostanje. Ne. In če bi vsak človek poskrbel za svoje blagostanje, zakaj potem toliko nasilja na tem svetu? Zakaj toliko zla na tem svetu? Ne, s tem smo se dotaknili starega antičnega vprašanja, odkot zlo. Kako je zlo sploh možno? Zakaj se zdi, da vsaj večina ljudi, če že ne čisto vsi, mislijo dobro, želijo dobro, delajo, da bi bilo veliko dobrega, pa je vseeno toliko zla na tem svetu? Odkot se generira? Odkot prihaja zlo? Ko gledate ta film, ki ga je tudi izjemno težko gledati, počasi spoznavate, ko razmišljate o njem, da je nekaj nenavadnega, nekaj, česar ne morete dojeti. Saj, zdravi pameti se to upira. Namreč, zakaj nimata nobenega razloga, da bi počela to, kar počneta, pa vendar so na koncu vsi mrtvi? Kako je to možno? Brez razloga. Nobenega konsistentnega razloga ne morete pripisati ne njunemu prepovedovanju, nobenega razloga nimate. Nikogar ne sovražite. Nič nočete v tej družini. Nič. Ne boste oropala, ne boste ukradla, nič, preprosto nič. Zdi se, da to počneta with no reason at all.
Kako je možno, da človek počne nekaj brez razloga? In drugo vprašanje, ne, ali pa drug razmislek, ki se nam potem ob tem pojavi, je, kaj se ves čas filma dogaja, ko člani družine vedno bolj spoznavajo, da se jim slabo piše. In če spremljate cel film, vidite, kako se ves čas trudijo, da bi nekako ali ugodili obema zlikovcema, ali pa seveda upajo, da se bodo na koncu izvlekli. Bolj zanimivo je prvo vprašanje. Zakaj je v človeku očitno nekaj takega, da je pripravljen prenašati zlo na svoji koži, čeprav ves čas ve, da to ni njemu v dobro, da mu je hudo, da mu bo še huje, ali pa da na koncu lahko celo umre. Na kaj človek vendarle računa, ko prenaša zlo? Zlasti, ko prenaša zlo, za katerega ve, da nima nobenega pametnega razloga, ali pa sploh nobenega, pametnega ali pa nepametnega. Tudi Freuda je to vprašanje zanimalo praktično vse njegovo življenje. In freudovski odgovor, pa Freudov odgovor, je v resnici danes, 100 let pozneje, pa skoraj 100 let pozneje, enako težko sprejeti kot takrat, zato ga večina ljudi tudi ne sprejme. Večina ljudi še vedno ni pripravljena verjeti, da ima Freud prav. V čem ima Freud nesporno prav, ko poskuša najti odgovor o naravi zla in o tem, da se človek obnaša kot zlo bitje, da se lahko obnaša kot zlo bitje. Najprej moramo upraviti z preprostim klišejem, ki ga velikokrat ljudje uporabijo, ko rečejo, da se človek lahko obnaša slabše kot žival ali pa da se obnaša kot žival. Ta klišej si ne drži. Nobena žival se ne more obnašati tako, kot se lahko obnaša človek. Nobena žival ni zmožna na tako brutalne načine pobijati, sistematično pobijati recimo nasprotnikov, kot so pobijali tisti prvi iz filma The Act of Killing leta 1965 v Indoneziji. Recimo, kaj pa trop nekih tigrov, recimo, ki napadajo hijene, zato da zavarujejo svojo hrano. Tako kot ste rekli, da zavarujejo svojo hrano. In pač uničijo en del hijene. Ja. Torej je sposobna druga žival biti druga žival za voljo preživeti. Nesporno. In se mi zdi, da je pri ljudeh enako. Ne. Čeprav se sliši grozno. Sej to je. Nobena žival ni sposobna trpinčiti, mučiti brez razloga. Ni. Je lačna, poje hijena. To ni bil brez razloga. Ne. Sej ravno v tem je, sem rekel, da je to težko sprejeti. Seveda je. Če pogledate cel film, nikoli nihče ne reče nobenega razloga. Tudi vidimo ga ne. Nista klošarja brez domca, ker sta lepo oblečena, očitno sta dobro situirana, v belih rokavicah prideta, sta artikulirana, sta izobražena. Ni videti, da bi bila, brez hrane, brez pijače, se tudi ničesar ne vzameta. Ampak čas lahko spreminjata za nazaj. Edino to. Ja. To je pa bitno, se mi zdi. Sej, to sem tudi teže prej rekel, ampak preden do tega pridemo, če gremo gledati človeško bitje in si rečemo, kaj so razlogi za človekovo vedenje? Najprej so potrebe. Zakaj dihamo? Ja, zato, ker moramo, da ne bomo umrli. Zakaj jemo? Ja, zato, ker je treba, da ne bomo umrli. Zakaj pijemo bla, bla, bla. Ne? In potem pridemo do višjih, kot se reče, potreb, maslo in tako dalje. Obnašamo se tudi na določen način zato, ker, imamo nekoga radi, imamo potrebo po samospoštovanju, imamo bla, 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 bla. Osnovna naloga za vsakega študenta psihologije bi bila analizirati ta film v luči Maslove hierarhije potreb in odgovoriti na vprašanje, katero potrebo zadovoljujeta? Ne. Če bi bila potreba pomoči, zdaj bo racionalno probati misliti. Jaz imam potrebo, da nekomu dokažem, da sem močnejši od njega, potreba pomoči, nadvladi. Jaz tega ne naredim tako, da
ju, ne vem, 1 uro pa pol mučim, potem jih ustrelim in grem. Ne, če imam potrebo pomoči, si nabavim enega služabnika, ki ga bom lahko leta in leta in leta izkoriščal, mučil, ali pa ne preveč, da, ne, pazite, tem je nekaj paradoksnega. Če jaz hočem nekom biti gospodar, ja pol ga ne ubijam, ker ga rabim, ne moram biti gospodar, če nimam hlapca, torej bom vsaj minimalno skrbel za njega. Ja, seveda. Samo v tem trenutku čuti moč, v tem, ko se vsak trenutek z njo ima ta dvoboj, ne? Ja, prav gotovo. Čuti slast in moč, ne? In ja. to je njeno uživanje, ne? Ona gospa je vredna misli v tem smislu. Zdaj ste naredili dve logični napaki. Dve logični napaki ste v enem stavku. Prvič, po kateri logiki lahko pripišete, da on uživa v tem. Kje pa to videti? To je vaša domneva. Ja, ok, glede na no, to je prva logična napaka. dejanje. Ja, Na samo dejanje, ki pač počne. Ne, iz tega ni videti. Jaz iz tega nič ne vidim, da on uživa. Jaz ne vidim nobenega užitka. Če vem, približno vsaj vem, kaj je užitek, jaz ne uživam samo tej pijači z njega. In naprimer, kaj bi vi vedeli, da on tukaj ne uživa? Ni videti, da bi v čem užival. Saj vemo, kaj pomeni uživati nad nekom. Recimo, doživeti na slado, ne? Zarežati se tako kot v tem filmu. Ne rabi on kazati na slado, vse ja, kako pa vi to veste? Zdaj pa še slabše, kot prej. Zdaj pa vi ugibate, kaj je njegovi notranjosti. Kako? Ja, izhajam, če je on človek, ne, izhajam iz nekih normalnih bioloških čutenj, ki ima vsak in zato projiciram svoje lastna notranja čutenja. Zdaj ste prav rekli, projicirate. Ja. To je pa premalo za pojasnjevanje. Če ta osebe predstavlja lik človeka, potem mu jaz lahko po logiki pripišem te lastnosti. Ne predstavlja normalnega človeka. Ne morate. Če ne predstavlja, potem spet zapolnjuje neko biološko potrebo, ne? Čeprav je v našem pogledu nepravilno, naravno, oziroma prehitra gresta. Ne, nobene biološke potrebe ni. Biološka potreba je potreba po kisiku, po vodi, po hrani, po regulaciji temperature, zato ker smo sesalci. Pomoči nad vladi tudi? Ne, tudi biološka potreba. Odkot? Kje v naravi pa vidite biološko potrebo po prevladi, po nadmoči? A ima lev kakšno moč, željo ali potrebo po moči nad temi antilopami? Ne, celo za njega zrezek. Ali sam poje. No, pač ja, mislim v smislu nadvlade, recimo kot je zavzemanje svojega teritorija. To pa sploh ni nadvlada. Zakaj? Ne. Narobe sklepate, če jaz to značim z urinom Italija prostor, jaz tam nikomor ne vladam. Jaz sam rečem, to je moje. In če boš hotel noter priti, bom rekel, le stari, spoki se, a nisi zaznal, da je to moje. Ja, in če se jaz ne bom strinjal, boste vi postali agresivni, ne? Če se vi ne boste, če sva žival, ja, seveda, človek je tudi žival. Je, tako, ampak ni samo žival. To je res. Ja, no, sam se vsem projicirajo te miži, če vidite iz Freuda, ne? Se s tem projicirajo te miži oziroma ti nagoni v ne, zdaj ste pa že toliko naredili. Ne, kakšni Freud? Freud ne govori o nagonih. Prosim, Freud ne govori o nagonih. Če že kaj govori o gonih. Pa ni isto. Počas. Vi prehiter, preveč stvari pripišete, zato da bi prišli do lastne razlage. Mi ne smemo ničesar pripisati, če hočemo kaj pojasniti. Ker drugače lahko rečemo, že čisto začetku, pač dva sadista, znašla sta se v tej vlogi, pobila sta družino in gresta naprej, konc, pika. A smo ste kaj pojasnili? Nič. Bistvo analize so zaključki, ne? So. Priš do nekaj določenega sklepa, končnega sklepa. In s tem, če stavimo samo večna vprašanja in če ni zaključka, pol v čem je smisel, ne? Bravo. Zdaj smo pa prišli tja, kamor je treba prideti. Seveda. Kaj pa, če ravno ključno vprašanje, s katerim se skušamo zdajle soočiti, to, kaj pa, če ni nobenega sklepa pa konca? Kaj pa, če ni nobenega začetka? Kje pa piše, da mora biti? Kaj pa, kot sem prej rekel, če lahko naredi, recimo človek nekaj tudi with no reason at all? Zakaj ne? Zato, ker je v naravi vse svojim razlogom. Če gremo iz normalnih... O kjer je naravi pa zdaj govorite? Fizikalne kemijske lastnosti, vse ima razlog in vzrok. Razlog in vzrok. Vsi fiziki na tem svetu zdaj le pravijo, da nimajo pojma iz česa, pa zakaj, zlasti je nastalo vesolje. Recimo, če zdaj veže en predmet... Vesolje, ne vemo, pojma nimamo, zakaj je nastalo. Zakaj pada? Poslušajte me, kaj govorim. Ni res, da to velja za vsako stvar.
In za vsako Ja, ni res, no. merljivo fizikalno stvar vsekakor je. Vesolje je zelo merljiva stvar, pojma nimamo, zakaj je nastalo. Ja, ni čisto res. A vi veste, zakaj je nastalo? Imamo veliko podatkov. A veste, zakaj je nastalo? Ja, glede na Povejte. meritve, ki si jih postavljajo znanstveniki, vemo točno določene stvari. Zakaj pa Stephen Hawking nič o tem ne ve? Stephen Hawking je ena oseba, ki je Ne, zdaj ste pa postali žaljivi. mitijsko bolj opevan kot pa karkoli drugega. Pa Leonard Susskind, ki predava na Stanfordu fiziko, no prosim vas. Recimo, on tudi ne, ampak recimo gremo najbolj znano, znamenito oseba, ki je Einstein. Ne, a se prav, veste, to se vedno znova dogaja na mojih predavanjih in je prav, samo En znanstvenik je v bistvu rekel, da je vesolje nastalo iz nič, ne? ne gre tako, no, preprosto ne gre tako. Vi prehitevate, prehiter skačete, lejte, jaz ne morem tako misliti, če vi kar predpostavljate, v naravi stvari je tako. Vi morate to šele dokazati. Vse so znanstveni dokazi z meritvami, vse to je bistveno, ne? Vi ste res zanikali fizikalno realnost in meritve, to ste vi zanikali. O čem pa mi vas sploh govoriva? Dajte mi eno meritev, da bo sploh videla, o čem se pogovarjava. Ne vem, na primer, obično meritev pri, ne vem, gibanju avtomobila, ne vem. Ja, ampak vi mene sploh poslušate, rekel sem, ne velja za vse pojave tako. Jaz sem pa rekel, da velja za vse fizikalne pojave, ki se izmerijo. Sam še eno stvar mi odgovorim, rečem, kvantni pojavi nimajo nobenega za nas znanega razloga. Ja, človeškega intuitivnega, ampak so vsaj delamo meritve, ki so na... Temeljni problem fizike v kvantnem svetu je ravno problem meritve. Ampak kljub temu delamo meritve. To je kar prijač, Ampak ne moramo enoznačno, da nam zdaj začel Heisenberga pa druge citirati, ne moramo enoznačno vedeti in tako naprej. No? Vsaka, začnete, se poznam to tematiko. No, potem pa veste, kaj je princip nedoločenosti, lepo vas prosim. Se vem, ampak vse to ne pomeni, da ne moremo meriti, lahko merimo na primer hitrost, medtem ko pozicijo ne, ampak v vsakem primeru merimo. Merimo, ja, ampak ne moramo enoznačno odgovoriti na vprašanje, kje je elektron. Se ne radimo, samo povemo verjetnost, kje se nahaja elektron. To je dovolj. Verjetnost, zdaj ste že bistveno odstopili od tistega na začetku. Vse je jasno, vse je merljivo, zdaj že govorite o verjetnostih. Ja, ampak je vse nemožljiva verjetnost. Ja, ni za bo. Če je verjetnost ravno ni. Če ne morem določiti, potem nič o tem ne morem povedati. Če pa rečem, da je z 20% verjetnost se nekaj zgodi, pa sem že nekaj opisal. Neki ste. No in to je dovolj. Ampak ne vsega. Na svet je to dovolj. Smo že Wittgensteinov. Ni dovolj, tem je štos. Seveda je dovolj. No, dajte. Hipoteza vzročnosti, tudi v determinističnem vesolju, je samo hipoteza, metafizična hipoteza. Torej, ne samo za kvantne pojave. Vzročnost je nasplošna hipoteza, ki ne morate nikoli dokazati. In to je hujše, kot samo kvantni svet, ki je nedodošljiv. Hipoteze se ne da nikoli dokazati, da je neka stvar res vzročna. To so zgolj naše domneve. Mi damo hipotezo, iz hipoteze... Ja, hipoteza je vedno hipoteza. Damo hipotezo, torej ugibamo, ne? Potem naredimo določene eksperimentalne zaključke, oziroma iz te izpeljamo teorijo in potrdimo z eksperimentalne. In če se eksperiment To je eno kvir. Dokler ne bomo naleteli na podatek, ki ga ne bomo znali pojasniti. Tako smo ustvarili računalnike, letala, vesoljske polete, kamere, stole, vse, kar ostane v našem svetu. Ja, zdravila in vse tako. In še vse. Hipotezo postavite. Imate v svoji glavi drugo hipotezo o vzročnosti. In če te hipoteze ne bi bilo, mi sploh ne bi mogli hipotez postavljati. Tem je problem. Hipoteze se postavljajo v argumente se normalno, vsako hipotezo, ki se nastaja, je zgolj vprašanje moje ugibanje v naravi, ki je do te hipoteze prijem za opazovanje. Ugibate v tem, da ste dva pojava vzročno povezani. Morate imeti splošno hipotezo, kategorijo vzročnosti v glavi. Koncept morate najprej imeti. imeti. Temu nekaj piše. Seveda, in bolj z meritvami potrdim, če to Tega ne morate nikoli potrditi. Ker vi potrebujete samo hipotezo, ki je postavljena. Ok, zdaj, gospod je rekel, da... Vzročnosti pa ne morate nikdar kot metafizične preveriti, ker je osnovno metafizično. Tako je, ne morate. In to je problem. Ne, ok. Razkol med filozofijo in znanostjo. Filozofija znanosti je sistem ukvarja. Filozofija, ja. Filozofija znanosti je tudi znanost. Do določene mere je, do določene mere pa več ne. Zakaj? Zdaj, če mi je dovoljeno, če bi bili recimo zdajle mi nekje drugje na univerzi in bi bil jaz tam profesor in lahko bi bil.
bi se mi morali pogovarjati drugače. Jaz bi moral vam reči, da si določene stvari preprosto na novo preberete, ker ne morate narediti izpita z prehitrimi sklepi oziroma temeljnimi metodološkimi napakami, ki jih delate, in sicer vi pojasnjujete eno neznanko z drugo. To je temeljni problem, ki ga vi imate. Znanost je to že zdavnej ugotovila, drugače sploh ne bi bilo. Ne smemo pojasnjevati neznank, ne smemo kopičiti. Temu se reče Occamova britev. In vsako neznanko, s katero operiramo, narava, biološke potrebe, zlo, karkoli, vsako neznanko moramo najprej poskušati pojasniti, da ne bo več neznanka. In v tem je seveda ravno neskončnost, o tem je bilo napisanih milijon knjig, jaz ne moram zdaj vse povzeti, kar so filozofi in znanstveniki povedali v stoletjih. To si pač treba prebrati, treba pogledati, jaz drugega ne moram reči. Torej, kaj je osnovno spoznanje, ne samo znanosti, filozofije, ampak tudi umetnosti recimo, ali pa celo zdravega razuma. Osnovno spoznanje je, da smo večno in bomo večno ujeti v proizvodnjo novih neznank. Mi do konca ne znamo in ne moremo pojasniti niti ene same neznanke. Niti ene same. Tisočletja že ljudje razpravljajo, kaj bi lahko bila recimo duša. Obstaja milijon knjig o tem, kaj je, kaj ni. Mi ne moremo definirati, to je temeljni problem, vi lahko zmajujete z glavo, ampak potem pač niste razumeli njih temeljnih principov. Mi moramo uporabljati, čakajte, ne, jaz sem, gledajte, ne bomo o tem govorili, tam je 60 mojih knjig, kakšno preberete. Lahko si mogoče kaj v gravitaciji preberete, na primer, vi ste pisali za njih, da nisem zmerali. Zdaj ste zanikali, da nismo temo priznali. Zdaj ste postali že vidi. Gravitacija se sploh ni pravilna. O gravitaciji sploh govorili nismo. Niste. Drugače pa pride nek drugi pokazal, da duše ni, ker je človeka zapravo visok in ga prebitno zameče, ker je študirupno pokazal, da duše ne sme. Če zašljivo. Ja, smo. Ja, se pa. Itak ne vemo, kaj je gravitacija. In še nihče ni odkril nobenega gravitona. Ne, nihče ne ve. Noben fizik ne ve, kaj je gravitacija. Ne sam vas 60 knjig, Ja, ne, a je kdo fizik tle? Ok, pa bi lahko povedali. Sicer to, da človek računa in kako prenaša zlo, to se bi začel s Freudom, kakšna je njegova razlaga. Dajmo naprej, ja. Čeprav, mogoče boste potem videli, je to zelo povezano s tem, kar smo začeli, zato me tudi pač včasih zabava in je prav, da se loči česa podobnega. Namreč, kaj je Freudov odgovor? Zlo je možno in je strukturno nujno zato, ker živimo v svetu, v realnosti. Se pravi, realnost, v kateri živimo, realnost, v kateri bomo kadarkoli živeli, je taka, da je v njej, v realnosti, nekaj, česar ne moremo misliti. Se pravi, realnost je vselej strukturirana tako, da lahko mislimo realnost, lahko mislimo elemente znotraj realnosti, in rečemo, da je recimo realnost množica elementov. In v tej množici, v vsaki množici, bo vselej en tak, najmanj en tak, da ga ne moremo misliti. Ne zato, ker smo nesposobni, in tako naprej, ampak ker je po naravi tak, zastopa neko nemožnost. To je Freudov odgovor. Zastopa neko nemožnost, se pravi, nemožnost, naprimer, človeškega bitja, da bi pojasnil svet kot celoto. Zakaj? Ne zato, ker je on nesposoben, ker ni dovolj pameten, ampak zato, ker svet kot celota sploh ne obstaja. In zaradi te nemožnosti posameznik, človek, jaz, vi, gospod, kdorkoli, ne more do konca določiti ničesar. Ne more do konca pojasniti, kaj je dobro, kaj je zlo. Ne more priti do enoznačnega odgovora, naprimer univerzalnega odgovora, kaj je dobro vedno,
ali pa kaj je zlo. Ali pa še drugače povedano, obstaja razlika, nujna razlika med tem, kar imenujemo univerzalno in med tem, kar imenujemo partikularno. Ali še drugače, vzimamo primer. Katerikoli izraz uporabite, katerikoli, ljubezen, svoboda, prijateljstvo, duša, katerikoli izraz iz vsakdanjega življenja in z lahkoto demonstriram razliko med univerzalnim in partikularnim. Naprimer, prijateljstvo. Rečemo, ok, približno vemo, kaj je prijateljstvo. Pa rečemo, kaj vemo. Vemo, da se do prijatelja obnašamo, naprimer, spoštljivo. In recimo, da imamo en občutek, kaj to pomeni. Vse spoštljivo, da nekoga obnašati. Kaj se bo zgodilo, ko bomo prvič poskušali tako se obnašati? Ko bomo prvič to poskušali narediti, bomo ugotovili, da obstaja vsaj drobna razlika med tem, kar smo prej mislili in med tem, kar smo zdaj naredili. Obstaja diferenca. In te diference ne moremo spraviti v nič pozitivnega. To je zdaj odgovor na tisto prvo vprašanje, zakaj realnost ne obstaja. Realnost ne obstaja kot določljiva celota, ker nujno vsebuje tudi vsaj en element, ki je nedoločljiv, in to je diferenca sama. Ali drugače, filozofsko, ontološko rečeno, realnost je vselej sama različna od sebe. Ne da mi mislimo, da je taka. Realnost je različna od sebe same. In te razlike ne moremo spremeniti v nič pozitivnega, ne moremo napolniti s čim. Ne moremo odgovoriti na vprašanje, kaj je razlika. Naprimer, vzporednica iz matematike. Ne moremo odgovoriti, kaj je razlika med številom 1 in 2. Mi vemo, da je razlika, da 1 ni isto kot 2. Ampak razlika je prazna. Razlika ni nekaj, kar bi bilo iz takega testa, da bi rekli, aha, ta razlika je pa to in to in to. Torej, Freud spozna, da obstaja v človeški realnosti, v katerikoli realnosti se znajde, neka nemožnost, se pravi, človek vselej znova nečesa ne more narediti. Naprimer, ne more zmanjšati razlike med univerzalnim in partikularnim. Vedno znova bo storil nekaj partikularnega. In vedno znova bo imel občutek, da to, kar je storil, ni tisto univerzalno, ali pa če hočete zaradi mene, idealno, kar bi lahko bilo. Ne more tega narediti in nikoli ne bo. Se pravi, je ujet. Seveda, ta razlika, o kateri zdaj govorim, pa ni samo razlika v realnosti, ker je človek tudi del realnosti. Se pravi, je razlika tudi v njem samem. Zato pravimo, da je človek različen od sebe samega. Človek ni popolnoma do konca identičen sam s seboj. Zato ne more določiti lastne identitete. Ne more je določiti. Lahko poskuša, lahko se trudi, lahko mu uspe, za ne vem kakšne decimalke, ne morejo pa dokončno, zlasti pa ne za vse večne čase določiti. Kakšno zvezo ima zdaj to z zlom? Ja, seveda jo ima. Ker ne more določiti enoznačno, kaj bo vselej dobro in kaj bo vselej zlo. Mu ostane samo to, da poskuša, če ima voljo, naprimer, samo vedno znova odgovoriti na vprašanje v partikularni situaciji, kaj je dobro in kaj je zlo. Lahko pa seveda tega niti ne poskuša narediti. In zdaj se spomnite, oziroma se spomnimo, tiste šokantne trditve Immanuela Kanta, ko v teoriji oziroma kritiki praktičnega uma pokaže, da etična odločitev, za katero je človeško bitje zmožno, mi se moramo odločati, nas ne žene nikakršni naravni mehanizmi, mi se moramo skozi odločati, mi se moramo vsak dan vedno znova za celo vrsto stvari odločati, kako se bomo obnašali do drugega človeškega bitja. In zdaj se spomnite začetnega vprašanja danes. Kako naj vem, kako naj natančno do konca vem, kako naj se danes obnašam do svojega prijatelja. Tako kot včeraj,
ali drugače? A se je on kaj spremenil? A sem se jaz spremenil? A so pogoji danes še taki, kot so bili včeraj? A se mi je kaj zamerilo? A sem jaz danes spremenil svoj odnos do njega? Človek je lahko prijatelj, potem pa nekega dne lahko ni več. Se pravi, cela vrsta dejavnikov ves čas vpliva, da se moramo odločiti. In Kant pravi, obstaja možnost, da človek, ko se pač odloča, išče razloge za svojo odločitev. Za to dejanje sem se odločil zato, ker, ne vem, objel sem te zato, ker si mi všeč, ker si mi simpatičen, pa zato, ker si moj prijatelj, pa zato, ker si moja žena. Se pravi, človek nujno vedno znova išče razloge za svoja dejanja in praviloma jih tudi najde. To sem naredil zato, to sem naredil pa zato. Tega nisem naredil z onega razloga, tretjega razloga, četrtega razloga. Fajn. Na tej ravni, to je raven vsakdanjega življenja, se zdi, da je vse v redu in prav. Ampak, če se spomnite, začeli smo z vprašanjem, kako sem lahko prepričan, da je tako. Mi se lahko tudi ne zadovoljimo s tem vprašanjem oziroma odgovarjanjem na to vprašanje. Če briga mene, mi lahko rečemo, briga mene filozofija. Lahko. Problem. A lahko s tem živimo? Vse je lahko. Ne? Lahko. Čeprav je vendarle vprašanje. Ne? Ljudje se že od nekdaj sprašujejo, kot sem že danes nekajkrat rekel, odkud zlo? Zakaj je vedno znova zlo? Zakaj kljub moji trdni odločitvi, da bom od zdaj naprej, ne vem, dober, pošten, prijazen, prijeten, vljuden, naklonjen, spoštljiv, mi si obljubljamo, zdaj bo 1. januar, ne, si bodo ljudje obljubljali, krčite! In že 1. januarja bodo vsi po vrsti kršili čisto vse možne obljube. Zakaj? Ne? Prekratki so odgovori za to, ker so ljudje, ne vem, to pa ono pa tretji. Ne, treba je globlje. In zato pa potrebujemo filozofijo. Filozofija je samo način razmišljanja, ki gre od neke točke naprej. Večina ljudi se tam ustavi, če briga meni, od tle naprej ne rabim več razmišljati. Filozof pa reče, ok, lahko da te ne briga, je pa možno. In torej, če gremo k Kantu, kaj on pokaže, pravi, dajmo probati odgovoriti na ultimativno vprašanje. Kaj je etika? Ne? Začeli smo z razmišljanjem, torej obstaja dobro, obstaja zlo, imamo celo vrsto argumentov, da se je bolje odločati za dobro, ne? Preračunavamo, rečemo, če se bom jaz, če ne dober do vas, boste vi dobri najbrž do mene, kot je gospod rekel, lahko domnevam, ker smo vsi približno človeška bitja in tako dalje, ne? Ampak očitno, da to ne drži. Poskušamo biti dobri. Zlobnih ljudi na tem svetu je ekstremno malo. Ekstremno malo. Zaradi zlobnih ljudi, tistih par posameznikov, svet ne bi smel biti tako poln nasilja, kot je. Se pravi, to premalo. Zato moramo odgovoriti na to vprašanje, ki ga zastavi tudi Kant. Kaj je etika? In ponudi odgovor. Ni res, da ne vemo, kaj je etika. Ne vemo, kaj je. Vemo, kaj je morala. Vemo, kaj je moralno. Ne? Vemo, kako se v vsakdanjem življenju preračunljivo obnašati tako, da bomo imeli tega koristi. Da nam bo zneslo. Da bomo še drug dan prijatelji, pa še tretji dan, ker si ne želimo vojne vseh proti vsem in tako dalje in tako dalje. Ok, tukaj se vsi gibljamo. Ne? Ampak kaj pa je zadnji odgovor na vprašanje, kaj je etično? No, vidite, in tukaj se Kant, ne bi vedel, se ni mogel vedeti, ker se je rodil pred Freudom, ne? Naveže na neki univerzalni ravni na samo Freudovo razmišljanje. Na to vprašanje, kaj je etika, radikalno ne moremo odgovoriti. Oziroma, lahko odgovorimo, samo da je odgovor na nek način je čuden, ampak to je odgovor. In s tem se približujemo naravi realnosti. Narava realnosti je neprimerno bolj zapletena, kot mi mislimo. In je čudna. Kantov odgovor na vprašanje, kaj etika je. Etika je tisti način vedenja, za katerega se lahko odloči posameznik tako, da bo maksima njegovega vedenja po njegovi lastni volji obči zakon. Ali prevedeno v slovenščino. Obstaja
tip odgovorov na vprašanje, kako se obnašati, ki so substancialni. Naprimer, 10 božjih zapovedi. Ne vprašate, ti poslušaj, kako naj se jaz obnašam, da bom delal dobro v življenju. Ni problem, 10 božjih zapovedi. Ne kradi, ne laži, ne ubijaj, ne želi tujega žene ali kaj že, tako dalje, spoštuj svoje starše, bla, bla, bla. Fajn, ne človek reče, super, imamo 10 božjih zapovedi, vse je jasno, zdaj je treba samo še ubogati. Kaj se zgodi naslednji dan? To, kar se od nekdaj že dogaja. Po nujnosti se dogaja. In sicer dogaja se tole. Prej ali slej bomo nujno naleteli na vsaj eno tako situacijo, da ne bomo mogli uporabiti nobenega od teh znanih pravil. Preprosto ne bo šlo. Vzemite katerega koli, ne ubij. Takoj vam lahko priredim tako situacijo, da to pravilo ne samo, da ne bo veljalo, ampak bo v bistvu zlo, če se ga boste držali. Naprimer, da se vi srečate leta 1944, julija, tako kot se je grof von Stauffenberg, v Hitlerjevem bunkerju, iz oči v oči s Hitlerjem. In imate v roki granato. In vi rečete, joj, kako je že ono moralno pravilo? Aha, ne ubij. Joj, svede Hitlerja, jaz ne smem ubiti, bom granato kar pospravil, pa jo bom domov odnesel. Storili ste zlo dejanje. Če ste ga pa ubili, ste pa storili dobro dejanje. To je etika. Se pravi, za vsako pravilo velja razlika med univerzalnim in partikularnim, ali po domače, vsako pravilo ima vsaj eno izjemo. Ali je to res samo stvar filozofije? Daleč od tega. Če ste se kaj ukvarjali z matematiko, ali pa če kdo od matematikov tukaj, veste, kaj je Gödelov teorem. Prvi, pa ta drug. Kaj pravi Gödelov teorem? Isto! Za vsak formalni ali pa neformalni sistem velja vsaj en tak dogodek, da pravila tega formalnega sistema zanj ne veljajo. Ne morete odgovoriti na vprašanje, ali je to, ali je x, ali y. Preprosto ne morete. Ne zato, ker ste butasti, ne ker ste neumni, ker se ne da. Ker je realnost tako narejena. Realnost sama je nedoločljiva. Seveda se v številnih primerih da določiti in se s tem tudi lahko zadovoljimo. Tole je CD in samo CD. O tem nimamo kaj filozofirati. Ne? Ko se pa lotimo kakšnih drugih stvari, kot se recimo problem zla, problema zla, je pa drugače. Zdaj gremo pa nazaj. Freud in Kant in Gödel in cela vrsta matematikov in Wittgenstein in še drug, to vedo. In Bertrand Russell ve, če ste kdaj študirali, Russell je bil matematik, mimogrede, veste za Russellov paradoks. Upam, da veste. A poznate Russellov paradoks? Če ne, za domačo nalogo, prosim, da nam zdaj še Russellov paradoks razlagal. Velja enako. Ne? Kaj velja? V končni instanci, seveda zdaj v vsakdanjem življenju, da ne bomo spet o tem razpravljali, to vprašanje pogosto niti ne pride, se ne zastavi. Ne? Zdaj bomo šli bolj ali manj največ domov, jaz bom šel zagotovo, vi največ tudi prej ali slej, šli bomo spati, jutri nov dan, bla, bla, bla. In se to vprašanje ne bo zastavilo. Ampak v življenju vsakega posameznika se lahko zgodi vsaj ena taka situacija, kjer se pa to vprašanje strukturno nujno zastavi, whether we like it or not, pa če nam je všeč ali ne. Zato ima tudi veliko ljudi resne probleme, ker niti ne vedo, da se jim to vprašanje zastavlja. To je vprašanje dobrega in vprašanje zla. In na vse zadnje. Mi zdaj živimo v svetu, v celotnem planetu, v katerem se to vprašanje vsaj nekaterim že nekaj časa zelo resno zastavlja. Lahko, da se 6 milijardam ljudi ne, ampak mi smo objektivno zdaj v zelo resni situaciji, ne samo, da uničimo sebe, ampak da uničimo še 3/4 drugih živih biti na tem planetu. Lahko pa, da nas to ne zanima. Briga nas, količina metana v zraku, kva nas to zanima, ogljikov dioksid, bomo že nekako, ne, mogoče pa ne bomo. Vprašanje zla se nam zastavlja zdaj nenehno. Pravi, če hočemo ali pa ne, objektivno se nam zastavlja. Ok, torej, še enkrat,
Freudov odgovor na vprašanje je, človek bo v življenju nujno storil vsaj nekaj takega, da si bo želel, da se film zavrti nazaj, da bi se lahko še enkrat, tokrat pravilno, odločil. Ponazoritev. Ne, če poznate film Sofijina odločitev, ali kako so že prevedeni. Sofijina odločitev. Sofijina izbira. Poznate. Ponazoritev istega spoznanja. Koncentracijsko taborišče, vlak pripelje, ona, Sofija, ima 2 otroka s sabo, stopijo z vlaka, pred njimi je nacist in reče, ti moraš odločiti, ti, Sofija, imaš 2 otroka. Eden bo preživel, gre desno, tam preživijo. Ta drug pa ne bo preživel, ta bo rekel pa iti levo. In direkt pod tuš in skratka že jutri bo dead body. Ok. To je ponazoritev, to je seveda vulgarna, groba ponazoritev. Ampak je dobra. Tega, kar pravi Freud, odloč se. To je izsiljena odločitev. Mi smo prisiljeni v svojem življenju, vsaj kdaj pa kdaj, v izsiljene odločitve, v nemogoče, neracionalne odločitve. Sofija se mora odločiti, če ne bo postrelil vse 3, je rekel. Ali ustrelim vse 3, ali pa greste. Eden otrok bo šel tja, bo preživel, drugi otrok tja, pa sigurno ne bo preživel. Ti, Sofija, pa povej, kam gre kdo. To je zaostrena situacija, o kateri govorimo danes. In ona se mora odločiti. Seveda, če smo zelo natančni, moramo biti. Ima še eno možnost. Namreč, da se ne odloči. In v tem primeru seveda on ubije vse 3. Logično vzeto je tudi tam, ona reče, ne bom. Pa on reče, vas bom postrelil vse 3. Pa reče, ok. Pa vendar, objektivno ta dilema ostaja. Če bi se zdaj vsi 3 recimo znašli v nebesih, in bi spet živi, bi otroka rekla, mami, zakaj se pa nisi hotela odločiti, oziroma eden od obeh, ki bi sicer preživel, bi rekel, ti, zakaj se pa tako odločila? Vsaj enega bi lahko rešila, zakaj nisi? To so tiste nemogoče situacije, zaradi katerih govorimo, da je v realnosti vsaj enkrat se mogoče znajti v situaciji, ki je preprosto neodločljiva. Karkoli boste naredili, bo narobe. Ne obstaja enoznačni izhod. Še ena vzporednica, če ste gledali film, ki je pa še bolj ponazarja vse to, kar sem danes govoril, 7, David Fincher. 7. Tam imate pa 7 takih. In tudi ta film je težko dojeti, oziroma to dilemo je težko dojeti in večina ljudi je ne dojame. Jaz o tem govorim od leta, 97, da je film posnet, pa vedno znova se izkaže, da ljudje pravzaprav niso dojeli temeljne poante filma 7. Če veste, gre za tole. John Dole se odloči, torej obstaja 7 smrtnih grehov, identificira 7 nosilcev smrtnih grehov in vsakega sooči s čim. Tukaj gre za zmoto, tukaj gre za napako. Ljudje mislijo, ja, on jih je prisilil, da so... Ne, gre za nekaj bolj subtilnega. On sooči vsakega s čim? Z njegovim lastnim grehom. V tem je poanta to, da mu on pištola tam, pa to je vse gračke. Vsakega sooči. In pravzaprav sporočilo, vprašanje, danes smo samo pri vprašanju. Jonathana Doa je, odloči se, imaš 2 možnosti. Ena je, da še naprej živiš svoj greh, tako kot ga že živiš. Ti debeluh, boš pač še naprej debeluh. Boš vedno bolj debel, vedno... Ti, ne vem, odvetnik, ki je pač izkoriščevalc, ti boš še naprej to. Torej, ena možnost je ta. In če se spomnite še iz matrice, imate isto. Vzamete rdečo tabletko ali pa modro. In jasno je bilo rečeno, če vzamete modro, se znajdete v svojem okolju, iz katerega ste prišli in še naprej boste lahko verili, kar boste hoteli in počeli vse to, kar že zdaj počnete. Če pa vzamete rdečo tabletko, se bo pa nekaj v vaši realnosti dramatično spremenilo. Zakaj se bo nekaj dramatično spremenilo?
Zato, ker se lahko spremeni, ker je realnost nedoločljiva, v zadnji instanci je neodločljiva. Zato se lahko zgodi v naših realnostih tudi nekaj, kar je absolutno nepredvidljivo. Tudi, če bi poznali fiziki položaj pa lastnosti vseh atomov v tem vesolju, bi še vedno veljalo enako. Nič se ne bi spremenilo. Ne bi mogli enoznačno napovedati prihodnjih stanj. Zato je človek, ki je sposoben to dojeti, bitje, ki je lahko subjekt etike ali pa ne, živali pa ne. Ko lev napade antilopo, je ne napade zato, ker se mu zdi grda, ali pa zato, ker je ne mara, ali pa zato, ker je zavida njeno vitko postavo, ampak zato, ker je malca. Ker je pač tako narejen, ker ne more živeti od kakijev pa od banan, ampak živi od mesa. Pika, konc zgodbe. Pri človeku se pa pravzaprav tukaj šele začne. In zdaj smo na začetku današnjega predavanja. Kako naj bom prepričan, kako se vesti v vsakdanjem življenju. Kar bližno že vemo. Ampak da bomo zdaj vse skupaj ponovili. Vsaj enkrat se boste znašli v situaciji, ko pa ne boste mogli vedeti. Ne zato, ker ste neumni, ampak zato, ker ni mogoče vedeti. Zato obstajajo paradoksi, zato obstajajo aporije, zato obstajajo nemogoče izbire, kot je Sofijina, kot je rdeča tabletka in tako dalje. Pa vendar, zdaj ne vem, koliko je pa ura, daj moram jaz nekaj govoriti. Aj še? Zdaj si bomo pogledali, na pol 7 je, pa moram pojeti. Pa me hotel zapeljati. Hotel je rekel, vse ne bo pogledal na uro, ne, 2 minuti. Sebiče. Ok, ja. Dajmo si še pogledati za konc še en, pa bomo naslednjič nadaljevali. To je iz filma George Romero, kaj je že tisto Dan živih mrtvecev, Night of the Living, ne, to je noč. Moramo pogledati, to Day of the Dead, ta iz 85, ne, če poznate. Ok, še malo zombijev. Gremo na 50. minuto. Tukaj imamo krasen razpravo. Ne, če poznate ta film, zgodba o zombi, evo ga. Told me himself they don't need for nourishment. What are we hoping for here? Hoping to satisfy the urge. You see, Sarah, they are. To bi nas zdaj delež pripeljalo. Tukaj imamo zombija, ki strogo vzeto ni človeško biti. On je mrtev. Živi mrtvec. Mrtvi živec. Vse. Skratka, nekaj je. Ne? Zdaj ga on jih hoče spremeniti v človeška bitja. Socializirati. Je zdaj v bistvu razlagal, to je osnovna, ne vem, psihologija, prva ura psihologije, kaj se česa že, motivacija. Socialna psihologija. They are the same animal. Evo. Simply functioning less perfectly. They can be fooled, you see. They can be tricked into being good little girls and boys. Same way we were tricked into it. Promise of some reward to come. They have to be rewarded. Reward is the key. I'm convinced of that now. To se zapomnite, nagrada je... That wasn't very nice, you know. That wasn't very nice at all. Zdaj ga je nadrl, kaj bi to zareže. Pred sabo imamo pač neko bist, neko zver, neko zverino, ki pravzaprav strogo vzeto ni žival, človek pa tudi ne. To je dobro. Vmes je. In to sproži seveda v človeku lahko vsa ta vprašanja. A ga lahko spremenimo v človeka? Če ga bomo nagrajevali, pa buci, pa se bomo lepo do njega obnašati. To, kar sicer tudi ljudje smo bili vsi deležni. Socializirali smo se v človeška bitja. Nobenih naravnih vzgibov ni v nas. Naučili smo se. Mi smo se naučili obnašati. Če nas ne bi starši socializirali, mi nikoli postali človeška bitja. Ne. Nažalost so že našli otroke, ki to dokazujejo, ne, se niso mogli spremeniti, samo skozi. Torej, naučimo se. Zdaj, česa se naučimo? Najprej na tej osnovni ravni tega, kar je rekel zdaj profesor Logan. Ne? Nagrada za vsako vedenje, ki je pravilno, ustrezno in tako naprej. Nagradimo, dobro si naredil, pridem, buci, na cukr, karkoli že. Pogojevanje, osnovna oblika
učenja, klasično pogojevanje. Vendar, zdaj moramo res jeti, ker je pol 7 ura, bomo drugič odtle nadaljevali. Bomo videli, da obstaja vendar. In zato je ta film dober. Ker če bi bil, ne vem, preprost odgovor, ali pa če bi bil slab, bi kaj, socializirali bi te zombije, ljudje bi se naučili, kako se to da narediti, fajn, bravo. Zadeva ni tako enostavno. Ok, zdaj moramo pa nehati, ker je pol 7 ura in moram jesti domov, vi pa tudi. Okay. Hvala.